tako zdaj celo, ja. Dober večer na slavnostni seji, praznovanju 14. občinskega praznika, letos pod drugačnimi pogoji, v drugačni obliki in ob drugačnem dnevu. Lepo je na novo začeti. Začetki so zmeraj nepopisan list, na katerega se lahko napiše vedno najboljše mojstrovine, največje skrivnosti, najbolj izbrane besede. Pričeti pomeni ustvarjati svet novih možnosti, ki jih prej še ni bilo. Občino Apače vodi načelo: ne obžaluj, uči se, ne skrbi, sprejemaj, ne pričakuj, bodi hvaležen. Življenje je namreč prekratko. Svobodni, srečni in uspešni smo lahko samo, če se odrečemo mnogim splošnim razmišljanjem, razširjenim, toda precenjenim stvarem. Razmišljajte neodvisno, bodite šahist in ne šahovska figura. Kadar hočemo ustvariti nekaj velikega, moramo tudi sanjati in ne le delovati. Treba je verjeti in ne samo načrtovati. Najbolj uspešni ljudje se ne zmenijo za splošno prepričanje in tvegajo. Njihove zgodbe govorijo o prelomnih trenutkih in drznih odločitvah, o velikih tveganjih, ki so jih sprejeli in zaradi katerega so uspeli. K nagovoru vabim župana občine Apače, dr. Andreja Štajer. Spoštovani zbrani, en prelep pozen popoldne vam želim tukaj v centru Apač. Danes na dan, ko občina praznuje 14. občinski praznik. Iskreno me veseli, da ste se odzvali mojemu vabilu, tako spoštovani kolegi, župani sosednjih občin ali občin iz upravne enote Gornja Radgona, kakor vi, spoštovani svetniki, častna občana in nekateri direktorji javnih zavodov kot ustanovitelj občina Apače ali v soustanovitelju z drugimi občinami. Pa da ne bom koga izpustil,
dobrodošli prav vsi. Vsakemu posebej se bom zahvalil še po tej proslavi. Zdaj, za občinski praznik nekako ne maram nekih govorov, kjer se govori ogromno o načrtih ali o projektih, takšnih ali drugačnih, ki so že izpeljani ali ki bi naj bili izpeljani, ampak vseeno mislim, da ne morem mimo nekaterih ključnih zadev, ki odlikujejo našo občino v preteklosti in ki nas vodi v prihodnost. Zdaj, veliko je bilo projektov izvedenih že do sedaj in jaz mislim, da smo lahko vsi ponosni na to, kar smo dosegli. 14 let je relativno kratka doba za velike projekte, a vseeno dolga za nekoga, ki gleda to iz svoje dnevne sobe mogoče. Jaz mislim, da na koncu koncev, če pogledamo v celoti, smo lahko ponosni na to, kar smo dosegli do sedaj. Za naprej pa nas seveda čaka še ogromno dela. Občina Apače je, kot veste, ena od tistih, ki slovi po svoji lepoti, naravi, razpršeni poseljenosti, kar nas seveda pa po drugi strani tudi nekoliko tepe. Zato še vedno stremimo k temu, da si ustvarimo in izgradimo tisto osnovno infrastrukturo, ki bi nam morebiti že morala pripadati davno. A jaz mislim, da s nekimi kratkimi, ampak smelimi koraki bomo dosegli tudi to. Načrto je ogromno tovrstnih projektov, predvsem v naslednjih 2 letih bo po občini kar nekaj gradbišč in čeprav vedno govorim, da niso samo gradbišča tista, ki so pomembna za občino in za kakovost življenja ljudi, ampak je to nekaj tistih osnovnih korakov, ki jih vseeno moramo zagotavljati. Pa govorimo o vodovodu, o velikem projektu 3 občin, v katerega stopamo pravkar, ali pa govorimo o kar nekaj kolesarskih povezav, ki jih načrtujemo in jih bomo izpeljali v prihodnje, skupaj z kako rekonstrukcijo, z novim vodovodom, kanalizacijo, ali pa da govorimo o povezanosti občanov v širni svet. Imamo velik problem pri nas še vedno z širokopasovnim omrežjem. To je nekaj, kar danes več ne moremo brez tega. Dejansko so podjetniki, tudi privat, ljudje so odvisni od tega. Soživljenje je nekako povezano z internetom in z dostopnostjo do nekih medmrežnih storitev. To se je sedaj še bolj pokazalo v teh časih, ko nas je napadel, na narekovajih, ta virus in ustavil dejansko celotno življenje in nas omejil na skorajda na domače hiše, od koder smo morali delovati. In to je bila ena velika preizkušnja za nas, predvsem v smislu tega, da smo spet videli, kaj nam manjka. A tudi to se obeta, da se bo postavilo na noge. V naslednjem letu, 2 je vsaj obljubljeno in se že načrtuje, da bi naj večina, vsaj 95% naših gospodinjstev imelo neko dostojno povezavo do medmrežja, kar mi je v veliko veselje. To je ena od glavnih stvari, za katere sem vedel, kar je potrebno poskrbeti. V kratkem bo občina Apače poskrbela tudi za druge projekte, pri katerih ne gre samo za gradnje, gre predvsem za to, da ustvarimo kakovostno in lepo bivanje v naši občini. Pa če se vrnem še na eno od takih večjih stvari, v kratkem bomo postali tudi lastniki objektov in zemljišč v centru Apač, ki je prepotreben obnove, ki je prepotreben novih vsebin, nečesa, kar bo ljudi privabilo v našo občino, morda tudi od drugod, da si bodo lahko tu ustvarili neko kakovostno in dobro življenje. Obeta se nam tudi gradnja večstanovanjske stavbe, tako da mislim, da smo poskrbeli tukaj tudi za mlade družine, za tiste, ki bi radi prišli k nam, ali pa ki iščejo nek nov dom ali pa boljše pogoje bivanja. Ko sem se pripravljal na volitve, sem seveda ogromno analiziral,
analiziral takšne in drugačne podatke, ena od stvari, na katero sem naletel in ki sem jo postavil tudi v osrednjo točko, je bila demografska slika v naši občini, ki je nujno potrebna pozitivnega trenda. Kaj se da narediti, da bo ta trend upadanja števila prebivalcev se obrnil navzgor? Kaj narediti za to, da bodo mladi vseeno videli perspektivo v našem okolju in se ne bodo izseljevali? Pri nas vemo, da ne bomo imeli nikoli nekega univerzitetnega centra, pri nas ne bomo imeli velike industrije, pri nas ne bomo imeli velikih nakupovalnih centrov, pa jaz mislim, da si marsikdo od nas tega niti ne želi. In to smo videli tudi sedaj v tem času zapiranja občinskih mej. Po eni strani smo bili prikrajšani za marsikatere storitve, po drugi strani smo pa lahko bili srečni, da živimo tukaj z naravo. Marsikaj je bilo pozitivnega v tem smislu. Odkrivali smo nove kotičke v naši občini, odkrivali smo nove lepote, odkrivali smo tiste prednosti, ki nam jih lahko daje to okolje. In jaz mislim, da lepšega okolja za živeti si verjetno ne bi mogel zamisliti, niti želeti. Naredili smo pa tudi nekaj smelih korakov ali pa pozitivnih korakov v smeri, da damo neko večjo kakovost bivanja v našem okolju, predvsem za mlade. Povišali smo pomoč ob rojstvu otroka, kar seveda ne bo neki ključni vzvod za to, da se rodnost ali pa demografska slika izboljša, je pa nek signal, da občina da nekaj na mlade družine in da hoče, da tukaj ustvarjajo. Začeli smo reševati stanovanjske problematike in z neko strategijo razvoja bomo verjetno to problematiko širili tudi v prihodnje oziroma jo reševali. Nismo pozabili niti na starejše. Marsikaj je bilo storjenega za to, da je starejšim pri nas lepše in boljše, seveda pa še ogromno stvari manjka. Za oktobrom bomo speljali tudi projekt Prostofer, ki je v tem našem okolju razpršenega naselja verjetno eno tistih stvari, ki manjka našim starejšim občanom. Namreč možnost mobilnosti, možnost za to, da lahko pridejo starejši do storitev v centru Apač, do Radgone, do Rakičana, bolnice, raznih specialističnih ambulant, tudi v času, ko so njihovi otroci po službah, tudi v času, ko ni nikogar, ali pa v pogojih, ko ni nikogar, da bi lahko zagotovil, da pridejo ljudje do prepotrebnih storitev, ki jih seveda pri nas ni. Tako da mislim, da smo tudi na tem področju pokazali, da imamo sočutje in da razmišljamo tudi na starejše, ne samo na mlajše. In to je ena od stvari, ki mogoče daje tudi znak za to, da je potrebno se povezovati medgeneracijsko, da je potrebno, da mladi skrbimo za starejše, da starejši dajete vzgled in seveda nauke, tiste prave pozitivne nauke, ki ste se jih naučili iz preteklosti, da bomo tisti, ki pridemo za vami, znali boljše, racionalnejše in seveda tudi kakovostnejše odločati pri naših odločitvah. Zdravstvena slika je bila naslednja stvar, ki sem jo tudi imel pred očmi. Ko pogledaš analize, to so seveda samo številke, kaj nam kažejo, nič kaj spodbudnega ni bilo videti v tem. Zato sem se odločil tudi, da vsako leto, vsaj v okviru občinskega praznika, namenimo en dan za zdravje, promociji zdravja, zdravega načina življenja, prehranjevanja, predvsem pa gibanja. Gibanje je pri nas ni omejeno, gibanje je v naravi je nekaj, pri čemer imamo mi prednost. In to je tisto, kar moramo spodbujati že pri mlajših, jim privzgojiti to, pri starejših pa seveda pokazati, da tudi pri letih, ki jih dosegajo, še lahko uživajo v naravi, da se lahko gibajo, da lahko izvajajo določene aktivnosti,
ki jim pomagajo pri lepšem preživljanju prostega časa. Seveda je tudi pomembna stvar v naši občini turizem, ki namenjamo zadnje čase malo več pozornosti. Tukaj bo potrebno speljati več projektov, ključnih projektov, ki bodo usmerjeni v strateško izrabljanje prostega časa v naši občini. In spet v tem času smo odkrili marsikaj, kar lahko ponudimo nekomu, ki tega ne more uživati. Na koncu jaz bi rad namenil nekaj besed vsem vam, dragi občani. Spoznal sem v teh 2 letih eno stvar, in sicer, da je lahko v županski pisarni MacGyver ali kakšen drug super junak, lahko imamo super uspešno in učinkovito občinsko upravo, ampak ključna stvar za uspešno in kakovostno občino je samo eno, in to je sodelovanje med občani. In pričakujem in želim si, da bomo v prihodnje se velikokrat vprašali, kaj lahko naredim sam, da nam bo tukaj v tem našem prelepem okolju še boljše. Kaj lahko sam prispevam k temu, da bomo še boljši, še uspešnejši in da bo naša okolica še lepša in privlačnejša. Jaz mislim, da je vsak od nas en kamenček v mozaiku tega uspešnega delovanja naše občine, čeprav se nam zdi včasih, da so za vse odgovorni, da so za vse zadolženi ljudje, ki sedijo v pisarnah v občinski upravi. Pa ni tako. Občina smo mi, ljudje, in z skupnim sodelovanjem lahko dosežemo marsikaj. Marsikaj, kar si želimo, marsikaj, kar bi radi imeli pred svojo hišo ali pa v centru Apač, marsikaj lahko sami doprinesemo, da bo naše življenje res lepše in uspešnejše. Na koncu še zahvala. V 2 letih sem spoznal kar nekaj, kar se tiče delovanja občine, in v tem okviru bi se zelo rad zahvalil predvsem vam, dragi svetniki, da poskušate skupaj z mano sprejemati tiste odločitve, ki bodo dobre za vse nas. Poskušam delovati v smeri razvoja celotne občine. Poskušam ne pozabiti na mlade in na izkušene, in pri tem mi veliko pomagate z vašimi nasveti, z diskusijami, ki jih imamo tako na uradnih sejah, kakor izven uradnih sej, ko se dobimo in premljevamo številne probleme, ki tarejo našo občino. In jaz mislim, da smo do sedaj dokazali, da zmoremo sprejeti odločitve, ki so tiste ključne za uspešno delovanje naše občine. Tako da hvala vam še enkrat za vse pozitivne kritike, hvala vam za vaš doprinos, za vaše predloge, predvsem pa za konstruktivno sodelovanje. Občinska uprava, vedno pravim, da je motor občine, in spoznal sem, da je res tako. Imamo čudovite ljudi, ki se trudijo vsak dan, da tisto, kar se odločimo na občinskih sejah, da tisto, v katero smer hočemo, da gre občina, občinska uprava tudi izpelje. In tukaj so včasih rapidne akcije, tukaj so včasih odločitve na danes, na jutri, ali pa kreiranje nekih dokumentov ali pa poti, ki jih moramo speljati na podlagi tega, da bomo lahko uspešni, da bomo lahko pridobili še kakšna dodatna sredstva. In mislim, da imamo čudovito in učinkovito občinsko upravo. Pa naj nas kakšna razpokana cesta ali pa mogoče trenutno nepokošena bankina ne odvrne od tega, da živimo za tako uspešno in učinkovito ekipo. Pa tukaj imam v mislih tako občinski svet, kakor občinsko upravo. Eno stvar bi na koncu še dodal, ponavadi nisem preveč oseben, ampak tokrat
mislim, da v duhu tega, kar nas je doletelo, v tej epidemiji sem tudi sam bil zelo močno vpet v moje strokovno delo. Kot veste, upravljam funkcijo nepoklicno. Veliko bremena je name padlo tudi v Ljubljani, ko so se določene stvari zgodile v času epidemije in sem moral še toliko težje usklajevati delo v službi profesionalno, kakor delo v občini. Tisto, kar sem si najmanj želel, je, da bi delo v občini ali pa razvoj v naši občini trpelo na ta račun. In jaz upam, da sem nekako uspel zvoziti vsaj ta prvi del epidemije, ki nas je doletel, pa mislim, da bomo zmogli tudi drugi del in dosegli tisti izhod iz te krize, da bomo potem na koncu vsi rekli, splačalo se je potrpeti, splačalo se je marsikdaj tudi skoraj da prebedeti kakšno noč, da so stvari stekle naprej. Zato na koncu, ker je močno v to vpeta tudi moja družina, bi se rad zahvalil moji družini, predvsem pa ženi, ki trenutno doma nosi oziroma je nosila, pa verjetno še bo en čas, vseh 6 vogalov hiše, na kar sem zelo ponosen. Ponosen sem pa tudi na našo občino, ker se razvija zelo dobro, ker se razvija v smeri uspešne, majhne, mlade občine, ki ima še veliko načrtov, drznih in tistih, ki nas bo ponesla v lepšo prihodnost. Čestitam vsem občanom ob občinskem prazniku in vam želim, da skupaj z mano ponosno proslavite ta dan, 14. občinski praznik občine Apače. Hvala. Hvala županu. Čudež ni hoja po vodi. Čudež je hoditi po zeleni zemlji, bivati globoko v sedanjem trenutku in se počutiti resnično živ. Glasba je moralni zakon. Glasba daje namreč dušo vesolju, krila umu, polet domišljiji in šarm ter veselje do življenja. Naj nas glasbeno ponovno razveseli Hermina Matjašič, poznana glasbenica, pevka, učiteljica violine. Morda pa še vmes pove kaj več sama o sebi. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi
za preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svetu bran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Hvala lepa. Lep dober večer, tudi z moje strani. Jaz se kar predstavim ponavadi kot Hermina Violina. To je moj zaščitni znak. Pri naslednji pesmi bom pa samo nekaj rekla. Takrat, ko jo zapojem, vse ženske naredijo tako da boste takoj videli, katera je. Prinesi mi rože. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, ki škrati živijo, pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zloži mi pesem z bizarnim refrenom, povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod oknom pripelji cigane, povej mi o sanjah, če tudi so grešne, zaupaj mi želje, če tudi so smešne, napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi, napravi to zopet, ne hodi po poti, sreča ni nekaj, kar pride naproti. Poljubi me nežno, ko drugi hitijo, povabi me v mesto, ko drugi že spijo. Usoda je živa in mrtvi junaki naj še krepenijo, postaje in vlaki. Ljubezen ni reka, ki teče po strugi, napravi to zopet, ne hodi po poti, sreča ni nekaj, kar pride naproti, saj sreča ni nekaj, kar pride naproti.
Hvala lepa. Hvala. Prijazne besede so lahko kratke in lahkotne, a njihov odmev je neskončen. Življenje je darilo. Darilo se spodobi sprejeti, si ga ogledati, pa tudi prejeti, občutiti, povohati, okusiti, uživati in uporabiti. Darila so namenjena v dobro. Vsak dogodek, pa tudi velik problem v sebi nosi darilo, izkušnjo, doživetje, smisel življenja. Življenja pa brez predanosti ni vredno živeti. Zato prehajamo k podelitvi priznanj. Naprošam župana, da pristopi na oder. Letos na 14. občinskem prazniku podeljujemo priznanja župana. In priznanje župana prejme Kulturno-folklorno društvo Vrisk Apače, ki je to leto obeležilo 30 let delovanja društva. Brez njih si ne moramo zamisliti dogodkov, saj nam le-te s plesom in zmeraj dobro voljo le-te vedno popestrijo. Zato naprošam Kulturno-folklorno društvo Vrisk Apače, da se pridruži na odru. Marinka, počakajte. Priznanje župana prejme Društvo kmečkih žena, katero je to leto prav tako obeležilo 30 let delovanja društva. Društvo kmečkih žena skrbi za ohranjanje tradicije tako jedi, kakor ročnih del. Zato prosim, da se nam predstavnica pridruži na odru. Torej, če je ni, bomo ji vročili naknadno. Priznanje župana prejme tudi Aljaž Vogrinčič, mlad fant, naš občan, ki je vpoklican v slovensko nogometno reprezentanco U15. Danes so se upravičili, tako da bomo tudi to priznanje izročili naslednjič. Evo, torej se sama ustala. Tako. S tem smo zaključili podelitev priznanj. Lepo smo res kratko. Čakaj, še grem ja, čakaj. Kdor ni zadovoljen s tem, kar ima, ne bi bil zadovoljen s tistim, kar bi imel. Če bi radi živeli polno, se moramo naučiti izkoriščati stvari in imeti radi ljudi. Ne pa imeti radi stvari in izkoriščati ljudi. Življenje, to niso dnevi, ki so minili, ampak dnevi, ki smo si jih zapomnili. Tako si bomo zapomnili tudi ta večer. Slednjega zaključujemo z glasbenim nastopom. Posod, kjer mi seže pogled, lepota zasanjana, kje najti še lepši je svet, kje lepše je kot doma. Si skrival daljave zazrem, prigričal dolin gora, daljavi še modro morje vzrem, kjer lepše je kot doma. Odkot lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem poje,
sreče drugod kot le doma. Jaz sem želela gospoda župana gor povabiti na mesto Alfija, ne vem. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Povej še oblaček ti bil, obhodi že vsi svet, je lepša dežela še kje, od naša, kjer sem doma. Je vetrič veselo zapel, prelete je prek sveta in takih lepot ni našli kjer, od tule, kjer sem doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo te srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem poje. Išči sreče drugod kot le doma. Še kar ostanite, še kar, nič bat. Super ste, bravo. Evo, poglejte pa aplavz. Ni več dosti. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Bravo. Hvala lepa, da ste bili tako rajžni. To sem že želela prej na začetku povedati, pa je bila kar muzika, ampak se nič za to, se da vse zmeniti tam vmes tudi, ker je inštrumental, ne? Muzikantov pa nimam. Tako da, zdaj si pa moram še violino vzeti, pa mislim, da me poznate že po eni skladbi, ampak danes bo v slovenščini, tako da tudi lahko pomagate peti, samo malo. Samo pojem, jaz samo špilam, nimam razloga, da se živciram, ker jaz imam tebe, kater me ljubi, ko življenje zaboli. Toliko kapljic, toliko let, Bog nam daj na svet živeti. Mar ti je luštno in rečem, hej, rečem, hej, mi imamo se fajn.
Hvala lepa. Je dovolj veliki aplavz, da še damo en bis? Je. No, te pa še dajmo en bis. To pa je polfinale. Evo, akcija. Malo efekta bi še prosila. Cause I lose my mind, I'm already cursed. Hey! Malinka, malinka moja, kalinka, kalinka, kalinka moja, sadu jagoda malinka, malinka moja. Hvala lepa. Še enkrat iskrene čestitke vsem, super publika ste. Hvala, lahko noč.